Lepo pozdravljeni. V prispevku bo profesor dr. Joško Osredkar govoril o dopingu v športu. Informacije, ki jih je podal na predavanju na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, niso bile izjemno koristne samo za profesionalne, ampak tudi za rekreativne športnike, saj se prepovedanih snovi uporablja vedno več. Zdaj, ko smo govorili o dopingu, seveda, sem rekel, kaj je osnovna definicija. Bistvo je to, da smo definirali, da so določene stvari prepovedane in da je že v samem pravilih določeno, da se seveda športniki običajno podpiše neko listino o tem, da bo gojil šport brez dopinga, da se bo tudi obvezal teh pravil. Zasežena in smo v laboratorijih te testirali in so ugotovili, priporočena doza za uporabo recimo tega metandienona naj bi bila potem okrog 40 recimo miligramov. Če pa zdravnik, zdaj če govorimo o tem, ko sem prej povedal, kaj pa kako mi sestavimo listo, v bistvu lahko rečemo, da je prepovedano vse tisto, kar je na listi, ker smo rekli, da na listo damo snovi, ki so na eni strani zdravju škodljive, na drugi strani pa povzročajo boljši rezultat. Če se malo bolj konkretno pogledamo zgodovino, vsi se boste spomnili primera bivše vzhodne Nemčije, kjer so imeli državni program, kjer so podpirali uporabo dopinga in takrat je bilo 2000 njihovih vrhunskih športnikov v programu uporabe anabolikov. Seveda te športniki tega niso vedeli. Oni so bili prepričani oziroma jim je bilo rečeno, da dobivajo vitamine, dobivali so pa dejansko testosteron. Stanje je približno tako, dejansko posledice na zdravju so velike in nažalost nekateri tudi niso več živi in zaradi tega seveda se zavedamo, da moramo poskušati opozarjati, izobraževati ljudi in jim povedati, kakšne so lahko posledice jemanja nekih snovi, ki so sicer prepovedane. Če bo to predvideno, bodo pač. No, ko sem govoril o terapevtski, dobimo te informacije in da gremo pač. Velikokrat se soočimo s precej primerov, poznamo, kjer so nažalost bili smrtni, je pa veliko tudi nepojasnenih. Mogoče ste ravno tako zasledili, že pri nas v nogometu smo imeli, ko se je vratar zrušil na tla sredi tekme. Kasneje je bilo ugotovljeno seveda, da so bile srčno-žilne težave razlog oziroma vzrok smrti. Zdaj, ali gre to na račun jemanja anaboličnih steroidov ali ne, se pa seveda saj v javnosti ni do konca prezentiralo. Je pa seveda možno to pri obdukciji ugotoviti. Sami tudi na doping organizaciji. Obstaja gospod, da bomo potrajeni na neprevedene kontrole dopinga, ko bo komisija naša enoty izbrana enega med naših potnikov in izbrana na neprevedene kontrole na kan tuma. Potom za to se ne prav, da organiziramo in na to pasujemo
naša potnika in pripravimo na motno, na napovedane kontrole. Mi želimo odkriti seveda vsakega, ki zlorablja oziroma uporablja snovi, za katere smo prepovedali, in zato imamo pač več možnosti. Prvo je, da analiziramo urin, to se pravi vsakemu tekmovalcu oziroma tekmovalki lahko vzamemo urin in naredimo analizo, lahko tudi kri, in poskušamo potem ugotoviti, če je prisotna kakšna snov, ki je na listi prepovedanih. Običajno je prva kazen 2 leti, vendar se tekom postopka ugotovi, če obstajajo kakšne olajševalne okoliščine. Olajševalne okoliščine so lahko zelo različne, recimo ena je to, če vi bi iz nevednosti pač vzel neko snov, ki je prepovedana, in da je bilo to nenamenoma, takrat si seveda kazen nižja. Je pa težko seveda to ugotoviti tekom postopka, ne. Ampak vice tudi to. Glede dopinga lahko povem samo to, da sem v svojem življenju in svoji trenerski karieri imel to srečo, da od mojih igralcev ni bil noben nikoli dopingiran ali jemal kakšne dodatke, tako da lahko rečem samo hvala Bogu, ne. Tudi na Evropskem prvenstvu so po finalni tekmi vzeli 2 naša igralca na doping teste, ki so bili negativni in bili smo vsi srečni. Seveda smo pa komaj čakali, da dobimo rezultate, da vidimo, kaj je. In hvala Bogu, ni bilo nič. Stvar je v tem, da to zelo težko kontroliraš. Ne? Zakaj? Dokler so treningi, ti vidiš, kaj oni jemljajo. To se pravi, lahko izoterične stvari in tako naprej jemljajo. Določene beljakovine se tudi da jemati, ki niso na seznamu doping kontrole. Kaj pa oni počnejo v privat času, jih ne morem ben kontrolirati. Oni niso profesionalni športniki, ki bi bili plačani od tega in živeli samo zato, da bi igrali. Ne gre. Ti, če si v profesionalnem klubu, kjer so plačani športniki in imajo 2-krat dnevno treninge po 3-4 ure, se to vse da kontrolirati. Tukaj se pač nažalost ne da. Tlej gremo lahko samo na zaupanje in fair odnos od igralcev. Okolikor nekdo pač oceni, da potrebuje dodatno prehrano za doseganje svojih športnih rezultatov, takrat je seveda treba, da je pozoren pri nabavi teh preparatov, ker vemo, da jih je kar dosti kontaminiranih, in seveda zagotovilo, da bo preparat v redu, je to, če nabavi to od firme, ki ima nek renome, ki ima določene ateste, s katerimi potrjuje čistost svojih preparatov. Če trener ne zaupa svojim igralcem, s katerimi preživi veliko ur skupaj v življenju, potem je to nesmiselno, da sploh je zraven trener. Jaz našim igralcem zaupam popolnoma, da kar jejo, pijejo, da se zavedajo, da je s tem, če bojo vzeli doping, seveda preparate, določene, ki so na seznamu doping kontrol, škodujejo sebi, škodujejo reprezentanci, škodujejo državi Slovenije. To je njihova odločitev. Samo tistega, ki ga bom jaz dobil, mu sigurno ne bo lepo.
Več o dopingu in listi prepovedanih snovi ter postopkih v športu si lahko ogledate na sloado.si. Hvala za pozornost in nasvidenje.